je danes matrica tretji del, kar nam bo predstavil Ervin Lotrič in pa Vanja Hribar. Nevidno zlo plazi okrog in če ne bomo budni in pazili, kaj pravzaprav se dogaja okrog nas, no, v tem primeru bi še enkrat rekel Miran iz Trina, hvala za to poučno čredno zgodbo, ampak o drugi čredni zgodbi nam bo pa zdaj povedal Ervin. V glavnem, tukaj je zapisal tudi iz Matejevega sporočila iz Biblije, iz Evangelija, 15. poglavje, 14. vrstica in sicer: pustite jih, slepi so, vodniki slepih. Če pa slepi slepega vodi, bosta oba padla v jamo. Skozi življenje pa si nabiramo in izbiramo izkušnje in Ervin in Vanja nam bosta danes to posredovala. Tako da Ervin, izvoli, pridi, vzemi si časa, ni treba vezati se na končano uro, ampak ko zaključiš, bomo zaključili. Ker vem, da imaš veliko zapovedati. Dobrodošel. Hvala lepa. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, tretji del, pa bomo kar začeli, da nas gubljamo cajta. Za uvod bi sem to povedal. Ja, živimo v turbulentnih časih. Jaz sicer zagovarjam znanost, ampak seveda dokler služi človeštvu. Ampak kaj se je zgodilo? Kaj se zdaj dogaja s to znanostjo? In kam nas pelje ta znanost? Skratka, v kakšnem filmu mi živimo, se moramo vprašati. Marsikdo si reče, ma Ervin ljubka duša, a veš, ne obremenjivati zdaj mene pa moj pa a veš, jaz imam brati svoj kavč pa TV, rad bi se spočil od napornega dneva. Ali pa spet srečam ljudi, ki reče, ja, veš pa, jaz sem tik pred zakonom, ampak jaz sem tik pred penzionom, a veš, še tisti mesec, dva odžvižgam, potem se bom pa ulegel na off in se pustim lepo voditi, ne. Ja, se pravi, žal je, ta svet, v katerem mi živimo, se podira. Podira se kot hišica iz kart. Nevidno zlo, ne? Strah, manipulacija, hipnoza, demonizacija. Jaz sem že govoril v prvem, drugem delu o teh stvarih, ne bi to ponavljal. Če se niste ogledali prvega pa drugega dela, priporočam, da se to ogledate. Jaz bom samo namig dal. Če pogledamo strah, kaj smo v strahu rekli? Strah je kakšno stanje? Je negativno čustveno stanje. In rekli smo tudi, da v kakšnem umu smo mi takrat, kje se nahaja? V analitičnem ali v reaktivnem? Strah se takrat nahaja v reaktivnem umu se nahajamo, ja. Se pravi, ko smo mi v reaktivnem umu, takrat nas je zares strah. In potem nastane druga faza, potem oni začnejo z nami manipulirati. Vse veste, vsak dan imajo nove številke, ampak tiste številke, ki jih trenutno slišite, ste že pozabili včeraj pa predvčerajšnje številke. In nenehno nas držijo v enih številkah in potem smo na koncu toliko zmanipuliran, pa toliko izčrpan, da smo zelo odprti za hipnozo, ne? In potem sem imel predavanje o hipnotičnih govornih vzorcih. Skratka, splača se vam to poslušati, če enkrat, če tega niste ujeli. Se pravi, hipnoza, hipnotizirajo nas, vsak dan poslušamo ene in iste mantre. In kot četrta zadnja zgodba, demonizacija. Ko govorim o demonizaciji, lahko rečem to v prenesenem pomenu besede ali pa dobesedno. In to dobesedno bo danes zelo zanimivo, ker bom se dotaknil nekih stvari, ki mogoče nekomu ne bo glih to najbolj blizu. Se pravi, gremo kar. Ljudje smo po naravi zelo nezaupljivi. Predvsem smo nezaupljivi za neke nove ideje. Se pravi, komfortnost so na obdobja, ne? Ker če mi zapuščamo to komfortnost, povzroča v našem telesu stres, ne? In tudi v našem umu. Se pravi, previdnost je mati modrosti. Stvar je treba vedno preverjati. Je pa zaželjeno, ne glede na to, če preverjamo, da smo tudi odprti za drugo ali pa drugačno mnenje, ki ga recimo trenutno gojimo. Se pravi, mi moramo tudi tolerirati drugačno mnenje.
Zakaj ljudje včasih ne razumemo drugih? Vsak izmed nas goji v sebi neko svoje prepričanje. Zdaj to prepričanje zavisi od 3 faktorjev, to je princip 3 tretjin, se pravi 1/3 pokasiramo ali pa podedujemo od naših staršev, 1/3 pokasiramo od naše okolice, 1/3 je pa naša lastna inicijativa oziroma, kot jaz pravim, pot bojevnika. Zdaj tako je, razlika je recimo, a se mi recimo rodimo v eni družini, kjer so, bom rekel, materialni pogoji preskrbljeni, se pravi, da imamo mirno otroštvo, da živimo v mirnem okolju starševstva. Nekje pa, ko recimo imajo takšne starše, da so recimo na dnu socialnega dna in imajo potem težave. V takih družini potem otrok se, bom rekel, ima slabše dispozicije se razvijati, kot pa v družini, kjer so boljši pogoji. Potem okolica, druga zgodba, okolica. Mi živimo v Sloveniji, mi živimo v krasnem okolju, mi imamo idealne pogoje. Predstavljajte si, da bi recimo živeli nekje v Afriki, v Etiopiji, kjer ni hrane, ni vode, potem bi imeli druge težave. In kot zadnja tretjina je pač ta naša lastna inicijativa, ki pa seveda odvisna od prejšnjih. Če imamo dobre dispozicije, kar se tiče okolja, pa potem recimo staršev, ljubeče starše, se tudi mi lahko, bom rekel, lažje razvijamo in pa postanemo lahko bistveno boljši ljudje. Se pravi, skozi življenje nabiramo in zbiramo izkušnje in sprejemamo tudi odločitve. In v odločitvah smo rekli, ki jih sprejemamo, da tim rečemo tudi kako? Apostolati. Apostolati, ja. Tako. Ja. Tako. Se pravi, vse postane neka rutina, neka domačnost. In včasih slišimo kakšne informacije in če se nekako ujamejo z našim mišljenjem, prepričanjem, je tam to fajn, rečemo, ok, ja, to sprejmem, ker to sem že slišal, jaz to ugojim, tako informacijo in takšno prepričanje. In takrat jaz rečem, da človek živi v coni udobja. Kaj pa? Kaj pa nasprotno? Kaj pa, če se človek moti? Kaj pa, če se jaz motim? Kaj pa, če sem zaveden? Potem pa nastopi obrambni mehanizem našega ega, ker mi nočemo iz cone udobja. Mi imamo prepričanje in to hočemo za vsak način ga držati in se boriti za njega do konca. In potem ponavadi zbruhnemo rečemo, ne, to pa ni mogoče, samo tako je, kot jaz vem, ker jaz to tako čutim, ker tako je prav, pa nič drugače. Ampak, kaj pa, če jaz človek živim, oziroma da živimo mi v laži? A smo se kdaj vprašali? Mark Twain je rekel, lažje je človeka prepričati, da živi v laži, kot pa ga prepričati, da mu ves čas lažemo. Štekate? A ne? A še enkrat ponovim. Lažje je človeka prepričati, da živi v laži, kot pa ga prepričati, da mu ves čas lažemo. Ker če bi zdaj recimo Janša rekel, sorry, se opravičujem, mi smo vas nategnili po celi črti, ja, 3/4 folka ne temu verjeli. Zato raj živijo v tej laži, v tej pravljici, kakor nam jo pač naša politika seje. Ja, kaj bi to pomenilo, da jaz pridem do prepričanja, do spoznanja, pišo, kaj mene so pa nategnili? Mislim, ideali si bi nam lahko podrli. In zdaj vam bom jaz povedal mojo življenjsko zgodbo in potem tudi bo moja boljša polovica podala svojo življenjsko zgodbo. Se pravim, lahko boste to vzeli tudi zase, lahko boste rekli, v redu, to je tvoja izkušnja, ampak jaz imam svoje prepričanje. Pa bom kar začel. Jaz sem letnik 1972, rojen v znamenju dvojčka, numerološko sem osmica, ključne številke so 2 in 5. S tem sem se nekoč identificiral, danes več ne. To so bile velike obremenitve v mojem življenju nekoč. Danes skušam, oziroma se trudim, živeti v duhu in ne v mesu. Ko to prvikrat slišite, s tem nimate kaj početi. Gre pa za zelo globoko sporočilo, oziroma za eno najpomembnejših sporočil v krščanstvu. Kajti, živeti v mesu pomeni živeti v grehu,
ali bolj sodobno rečeno, ujet sem v matrici materialnega sveta arhitekta. Gremo naprej. Obdobje otroštva in iskanja. Rojen sem v Sloveniji, živel pa sem v Nemčiji. Starša sta delala za boljši kruh v Nemčiji po cele dneve. Zato sta zame priskrbela varuško, tako da sem od ponedeljka do petka bival v nemški družini in za vikende pri svojih bioloških starših. Tako da gojim poleg materinega slovenskega jezika tudi nemški jezik. Po zaslugi tega sem dokaj na tekočem, kaj se dogaja na nemško govorečem delu Evrope. Lahko vam pa povem, da nas oni prehitevajo za cirka pol leta. Vem samo to, kar se dogaja tam, bo prej oslej tudi doletelo nas, Slovence. Potem pa naprej, ko sem bil star 7 let, smo se vrnili v Slovenijo, čas moje izobrazbe, šolanja, zelo zgodaj, sem se pa že vprašal po smislu življenja. Mislim, da je bil to nekje drug, tretji razred, ker sem se jaz začel spraševati, kdo sem jaz, zakaj mi gre tako težko, zakaj se moram tako skozi nekaj matrati. Odraščal sem v katoliški družini, z vsem zakramenti, v cerkvi in pri veruku nisem našel sebi razumljivega smisla, ni mi bilo razumljivo, vse je bilo dogmatično iz strani katoliške cerkve. Skratka, iti k maši, zbirati sličice, prvo obhajilo, potem birma, ampak skratka, važno je bilo tisto darilo od mojega strica Botra, ker sem dobil prenosljivi glasbeni center, radiokasetar z ločljivimi zvočniki. Zato se je splačal meni hoditi k veruku. V starosti nekje 16 let sem se začel zanimati za ezoteriko, parapsihologijo, hermetizem, magijo. Jaz sem bil kot Harry Potter. Zdaj pa, kaj to pravzaprav je to okultizem? Zdaj tukaj se bom naslanjal na Wikipedijo. Okultizem iz latinske besede okultus, skrit, prikrit, skrivnost. To je nejasen skupni izraz za najrazličnejše pojave, prakse in ideološke sisteme, pri čemer je okultnost lahko sinonim za ezoterično, paranormalno, mistično ali nadnaravno. Ja, se pravi, vse nekaj mistično, vse nekaj skrivnostnega. Se pravi, misliš, da nekaj držiš, da imaš, v resnici pa nimaš. Samo fejs se lahko upečeš, ampak gremo naprej. Bil sem redni gost knjigarn in trgovke so se zelo čudile, zakaj tak mlad fantiček se zanima za takšno tematiko. In moj dogovor je bil, veste, jaz iščem smisel življenja, ampak ga še ne najdem, ga nisem še najdel. Potem sem našel skupino podobnih mislečih, včlanil sem se v radiestezijski klub, potem pa se je šele začela odpirati nova dimenzija v mojem življenju. Bil sem kot otrok z novo igračo v roki. Kakšen je bil moj tedenski urnik? Sam še to povem, imen ne bom izpostavljal, ker nočem pač nobenega karkoli kaj prizadeti, tako da bom samo omenil, ne pa imensko. Kako je zdaj pač moj urnik v tednu? Se pravi, začel se je to v ponedeljek. V ponedeljek smo imeli, vidim, reverting. Veste, kaj je to reverting? Reverting to je ena posebna tehnika. Kako to izgleda? Če bi nekdo stopil v prostor, kjer se izvaja proces revertinga, bi rekel, halo, a je tam Ljubljana pole, a pa če bi bili na Gorenskem, halo, a je tam le Begne, prosim, prepeljte vso vaše osebje s prisilnimi jopiči, pa še kamione prepeljte, da boste te kreature naložila. Veste, tukaj ljudje ležijo po tleh, se zvijajo, jokajo, spuščajo iz sebe, smeh, krike, zgledali pa tako kaotično. Ampak da vam zdaj tole razložim, kako to zgleda. Se pravi, v revertingu gre za 3 faze. Gre za dihanje, ritmično dihanje za zgornjim predelom pljuč. To bom demonstriral, kako to zgleda. Ritmično dihaš, to je pri popolni zavesti. Kaj se dogaja? Možgane dobijo več kisika, zavest se začne zgubljati, potem nastane druga faza. Se pravi, telo začne samo ritmično dihati, tvoja zavest začne bledeti in samo še dihaš. Samo dihaš. In v tretji fazi, normalno dihaš, se začne dogajati, da ti začne kriviti roke, ude ti začne kriviti. Si tako, kot en Frankenstein.
in je boleče, zato ker energija ne teče, ne cirkulira po rokah, po nogah in se počutiš res kot invalid. Ne? Ampak potem pride mojster, se te dotakne, reče, koncentriraj se, fokusiraj se, da energija teče in potem, ko je paril, pa malo pobožil, se je energija sprostila in stvar je zaufala in si se spet normalno počutil. No, glavnem, cilj je te tehnike, da doživiš ponovno rojstvo, se pravi, dejansko tista točka, ko so tebe ven potegnili in se te dali v svet. Ne? Dejansko gre to za očiščevalni proces, čistiš svojo preteklost. Gremo naprej. Sreda je bila bolj zanimiva. Sreda smo imeli različne meditativne tehnike. Odpirali smo tretje oko, imeli smo tehnike levitacije, tehnike koncentracije, vizualizacije, latihan jezik. To mi je ostalo tako v spominu. Veste, kaj je latihan jezik? To pomeni govorjenje v nekem tujem jeziku, ki ga naš ne razume. V čemu je poanta? Poanta je v tem, ker naš je nenehno prisoten. Njega vse zanima, kaj počneš. On vse procesira. In če ti začneš govoriti, naš tega ne razume. Ampak, ko tole prakticiraš 3/4 uro, svoj mind vržeš po domač povedano na finto in enostavno pride do take točke, ko enostavno si prazen. Ne? Free mind. In potem v tej stopni lahko potem počneš druge tehnike. Ja, to. Pa kaj smo še delali? Ja, magijske procese. S čim smo se ukvarjali? Kako se zaščititi pred uroki? Kako se zaščititi pred psihičnimi napadi? Magija, iniciacija. Seveda smo se ukvarjali z belo magijo. Tako nam je bila zadeva predstavljena. To se razume, da ne škoduješ nikomor. Danes vam povem, ne obstaja ne belo, ne sivo, ne črno. To so poganske stvari in ne smemo tega pod nobenim pogojem to prakticirati. Veste, kaj je astralna projekcija? Veste, kaj je astralna projekcija? Ok, bom povedal. Astralna projekcija, to je zapustitev svojega fizičnega telesa. Svoje fizično telo zapustite lahko v 3 primerih. Ko greste spat, temu se reče tudi mala smrt, vi greste spat in potem vi sanjate, da se nekje na enih krajih sprehajate, vam se ljudje, pač neke osebe prikazujejo. To je pač ta astral, ko je spontani, ki nastane, ko vi greste spat. Potem druga opcija je, greste v astral, ko vi umrete, ko vi zapustite vaše fizično telo, ko se enostavno obrnete in vidite, kako vaše fizično telo leži, vi pa enostavno se dvignete. To bomo vsi enkrat doživeli. Ne? Kot tretje pa obstaja zavestno iti v astral, to gre pa s tehniko oziroma s tehniko rituala. Ne? Pri zavestnem vstopu gre pa seveda za magijski proces. Tukaj so pa potrebne obvezno zaščite oziroma ritual. Skozi vizualizacijo, skozi upoštevanje smeri neba se izvedajo dejavnosti kabalističnega križa, pentagrami, heksagrami, priziva angelskih inteligenc. Zaščita je pomembna, da slučajno ne vstopi v času procesa, ko smo v astralu, da ne vstopi v naše telo neka druga entiteta. Ne? To poznamo, bom rekel, kot obsedenost. Ne? V tej dimenziji, potem, ko ste v astralu, lahko obiskujete različne kraje, se pogovarjate z astralnimi inteligencami, to so inteligence vode, ognja, zraka in zemlje. In recimo, če vas zanima, neka formula, neke sestavine, recimo tekočine, greste v element vode in potem se vam pač tiste inteligence pač pokažejo in lahko z njimi komunicirate in jih lahko vprašate vse v zvezi z vodo. Če vas zanima v zvezi nekaj z zemeljskimi stvarmi, ne vem, kako je zgrajeno zlato, pa to, da ste v element zemlje in potem pridete v stik s tistimi inteligencami in vam potem govorijo, kar pač vas zanima. Moj mojster, pa naš mojster, nas je večkrat pač povedal oziroma zabičal, da ne smemo, kaj smemo početi, pa česa ne smemo početi. Kajti lahko se zgodi, da se zapletemo
Potem, če se nam to zgodi, tudi on nam ne more pomagati. Rekel je, da nas potem lahko samo odpeljajo na psihiatrijo, nafilajo s tabletami, pa te pustijo tamle kot rožco. Ker, a se spomnite filma Ta čudoviti Russell Crowe je igral. Poznate tega filma, ne? Ta film je recimo en zelo čudovit prikaz, ne? Ko je on živel dvojno življenje, ker ima okoli njega, so bili 4 liki ali 5 likov je imel skozi okoli sebe, ampak film je tako dobro narejen, da šele na koncu vidimo, kaj se z njemu dogaja. Ne? On je bil razcepljena osebnost, on je bil praktično je odprta astralna vrata in njemu so določene osebe prihajale v življenje. Ne? Ampak on tega tudi ni štekal, ni razumel, šele potem na koncu filma potem film prikaže, da je on šteknil, za kva se gre. Ne? V glavnem, razlagal je, tudi to je zanimivo, ja. Moj mojster je tudi rekel, da se bo lotil enega magijskega procesa in če mu uspe, je to največ, kar lahko človek na tej zemlji doseže. Če mu pa spodleti, bo pa zagotovo umrl. Nekaj podrobnosti nam je potem tako spotoma zaupal. Kasneje mi je prišla tudi knjiga pod roke, kjer je bil opisan ta ritual in takoj sem vedel, za kakšen ritual to gre. Ta ritual traja nekje 6-7 mesecev, cilj pa je, da si podrediš tako angelske kot demonski svet. Komuniciraš z angeli kot z demoni. Ampak jaz mislim, da tega on se ni lotil, saj imam tak občutek. Se pa je tole lotil, pa že ta Crowley, ko smo mi Aleister Crowley, ne? No, ta se tega lotil, ampak ne vem, očitno mu je spodletil, ki je, da mu je tudi bajta zgorila, pa to so nore stvari, ne? Gremo dalje. V petkih smo imeli različna predavanja, se pravi, a la carte. Ezoterika ni da ni, od A do Ž. Jaz sem bil kot otrok kot spužva. Predavatelj je bila druga oseba in poseduje ogromno znanja. Kot zanimivost vam lahko povem, da se nikoli nista srečala predavatelj in moj mojster mag. Vedela, poznala sta se drug za drugega, vendar do njunega srečanja v moji prisotnosti nikoli ni prišlo. Kot da sta dva človeka iz različnih univerzuma, ne? Vsak na svojem bregu. Na kratko bom nanizal, kaj je bilo vse na jedilniku v mojem življenju. Meditacija, ne bom zgubljal besede, ker veste, kaj to je. Ukvarjal sem se z bioenergijo, ukvarjal sem se z jogo nidra, se pravi tehnike sproščanja, mantranja različnih formul, ukvarjal sem se s hatha jogo, se pravi to so asane, se pravi položaji in mogoče kot v štosu. Enkrat sem bil v asani lotosovega cveta in potem mene mama išče in vpije Ervin, kje si, jaz pa seveda nisem se pustil motati. In potem pride v mojo sobo in ona mene vidi v lotosovem cvetu. In potem Ervin. Ma jaz jo nisem šmirglo 5%, ne? Jaz samo ne? In potem samo slišim, joj Marija, Ježuš Marija, Janez, našemu sinu se je čist zmešal. Čist se mu je zmešal. Alahamol. Ne, alah, ne. Imajo tako, a jaz pa takole, ne. To je tisto, ko ljudje ne poznavajo stvari. V glavnem, gremo naprej. Kristali, ne, ukvarjal sem se tudi s kristali, terapija, programiranje. Ukvarjal sem se s hipnoza, tudi zelo zanimiva izkušnja z mojo sestro. To je bila ona najbolj prvo medu. Vzel sem knjigo, direkt sem bral iz knjige in mojo sestro postavil v hipnotično stanje. In ko je bila v hipnotičnem stanju, jaz nisem vedel, a je v hipnozi ali ni v hipnozi. In potem sem rekel, kva ne zdaj sprobam, kva ne zdaj rečem, da jaz vem, a je v hipnozi ali ni v hipnozi. In potem jaz rečem, dej se jokaj. In ona je začela jogati. 3-4 sekunde, ona se umiri. Še enkrat. Dej se zajokaj. Ne, no way, to ne more biti res. Dajmo še enkrat, da vidim te knjige. Dej se še enkrat zajokaj. Opa, pa. Hipnoza je. Ker, če bi nekomu rekel, bi že pa ta prvo, a pa ta drugo, ki bi se mogel zajokati, bi že učut prvo, pa preko, da je nekaj se zdaj bavati. Ampak dejansko, mojo sestro so spravil v hipnotično stanje, tako hitro sem jo odhipnotiziral.
No, to je bila ena taka izkušnja. Potem sem še tudi drugi hipnotiziral, ampak gremo naprej. Astrologija. Delno sem se ukvarjal tudi z astrologijo, izdelava lastnega talismana, kjer sem moral upoštevati točno določen dan, točno določeno uro in tudi mogel sem ga narediti zelo hitro. Ker tisto, kar sem jaz hotel, je bilo res, sem ga mogel res zelo hitro narediti, tisti talisman. Numerologija. Izdeloval sem numerološke analize. Tukaj imam pa kar nekaj izkušenj in ta zadeva me je zelo kopirala in sem se rad igral, ker sem na podlagi recimo samo samoglasnikov v priimku, v imenu pa inicialk vedel že nekaj povedati o človeku in dejansko so se mi začeli ljudje bati. In potem mi tudi ena oseba rekla, veš kaj, Ervin, ne to preveč na zvon dajati, ker se te bodo punce bale. Dobro. Radiostezija. Tudi ukvarjal sem se z radiostezijo in ena taka hecna zgodba je, da ko sem, veste kaj je radiostezija, vzameš nihalo, ne, in seveda moraš biti clean, se pravi, ne smeš uporabljati autosugestije, ker takoj, če začneš uporabljati sugestijo, se nihalo tako obrne, kot ti hočeš. In jaz se spomnim, to je bilo takrat v srednji šoli, zjutraj sem vstal ob 4 zjutraj, ker sem vedel, da bo Tošica za slovenščino spraševala. In sem se potem učil, ampak 4 zjutraj sem vstal, v petek so me že oči plezle, sem bil že čist zlepljen. In potem sem rekel, joj, daj bom Nihal vprašal, a bom danes vprašal, a ne bom vprašal. In jaz se vzamem Nihal in rečem, a bom vprašal slovenščino. In kaj se je zgodilo? Sugestivno sem rekel, ne bo. Ne bom vprašan. Super. Jaz grem, jaz Nihalo pospravim, knjige pospravim, jaz še za 1 uro zaspim. Pridem v šolo in rečem, fante, jaz danes ne bom vprašan. Jaz danes slovenščine ne bom vprašan. Jaz sem Nihal vprašal, veste, je rekel, ne. No, super, fino, fajn. Pride ura slovenščine, jaz sem lepo sproščen, Tošica radovalnic odpre, no, z bomo pa malo spraševali. Se kdo jav? Očitno ne. No, Lotrič gor. Ne, Tošica, ne jaz! Cel razred je pokal od smeha. Ja, seveda nisem znal, ne, dobil sem cvek, pa folk se še enkrat začel smejati. Ok, gremo naprej. Polaganje kart. Ukvarjal sem se tudi s polaganjem kart in to je bilo zelo zanimivo, ker sem recimo bil v vojski in sem polagal karte. In zelo zanimivo je bilo to, ko so fantin spraševali, da me vpraš, kaj karte govorijo, ne? In sem rekel, ja, imaš punco, pa svetlolasa je. Ja, res je, ja, pa mlajša je. Ja, a to ti se vidiš? Ja, a še kaj vidiš? Ja, veš, kva je, pa ja, to ti si zdaj v vojski, ampak veš, ona ima enega drugega fanta ugledanga. A ne, to pa ne. Ja, tukaj vidim, kar in kralj pomeni, da je mlajši, da je tekmec, pa vidim tukaj srčoga poba, se pravi tekmec, ki je mlajši od tebe in je nekaj ušponovi tukaj. Ne, to ne je res. Ja, te vara. Ne, mogoče. No, potem za vikend pridemo nazaj. Jaz sem bil pač v prvi redni slovenski vojski. Mi smo imeli tako, da smo za vikende hodili domov in v nedeljah smo se mogli vračati. In ko je v nedeljo, ko smo prišli nazaj v kasarno, je preletel in rekel, prijatelj, imel si prav. No, tako. Hoja po žerjavci, ja. Hodil sem tudi po žerjavci in to je tudi ta moj mojster Mark to izvajal. Ne vem, koliko teh zgodb je naredil, hoja po žerjavci. V glavnem, jaz sem bil najmo 2-krat na žerjavci. Prebiral sem tudi literaturo o hermetizmu. Wikipedija, kaj je to hermetizem? To izhaja iz pridevniške besede zaprt, neprepusten. Bral sem eno knjigo, kjer so pisane tehnike, kako razvijati koncentracijo, vizualizacijo, kako materializirati oblike, jih prenašati na slike, kipe z namenom, da se premikajo. To je ena zelo zanimiva zgodba. Začne se čisto nedolžno, vzamete, ne vem, si predstavljate en lik trikotnik, rdeč trikotnik recimo, zamežite in si ga probate zvizualizirati in se ga predstavljate tako uživo, kot če bi ga gledal. Ko vam to rata, potem se začnete igrati za 3D modeli, se pravi iz trikotnika rade potem piramida in potem greste z različnimi temi elementi, moduli skozi in potem dodajate čedalje več, dodajate pokrajine, dodajate slike, In ko imate možnost, da si praktično, da vidite 1:1, to, kar vi vidite z očmi, in ko zaprete, da to vidite 1:1, to, kar dejansko vidite tudi v miže,
potem ste naredili že zelo velik korak v tej smeri. Ta zgodba se potem lahko tako razvija, da razvijate takšno moč, da razvijate fluid, ga materializirate in ga postavite v eno sliko ali pa kip. In kako to potem zgleda? Nekdo pride mimo ene slike, ena fotografija ene ženske osebe, recimo, in ta ženska oseba na sliki pomižikne. In ko vi pogledate, nekdo, ki ne ve, za kva se gre, se ustraša, če piše, da ta slika je meni pomižiknila. Ne, to je nemogoče. Ne? Ali pa še bolj scary zadeva je, recimo, nekdo, ki to obvlada, lahko ta fluid prenese v kip in lahko sprovocira, recimo, da recimo figura joče, da pušča solze ali pa da krvavi. Ne? To lahko en izvežban hermetist to vidi, ali je bilo to narejeno, ali to gre za kaj drugega. Se pravi, ezoterika, New Age, bela magija, meditacija, reiki, šamanizem, prerokovanje. Nekateri vidijo radovednost, neke više cilje, razsvetljenje, nekateri se igrajo bogove na zemlji, drugi zopet iščejo rešitve iz svojih stisk. Morda tudi zaradi nezadovoljstva samega sebe. Jaz sem iskal smisel življenja, ampak potem, ko se začele stvari odpirati, samo Marija k sebi, to sem samo jemal. Ne? Se pravi, nekateri padajo pod vpliv tudi v odvisnost gurujev, ali pa zdravilcev, ali pa prerokovalcev in religijskih manipulativcev. To je pa spet druga skrajnost, ko človek recimo nima fokusa, kako hitro lahko zapade na temno stran in ga nekdo, po domač povedan, ukrade, omovsa ali ga pa na kakšen koli drug način psihično škoduje. Recimo en tak primer imam oseben kolega moj, ki je iskal tudi smisel življenja in je šel v Indijo. Ne? Nazaj, ki je prišel v zblojen. On je skozi govoril o svojemu mojstru tam v Indiji, se je rekel, ja, prijatelj, ti živiš v Sloveniji, Indija je čisto na drugem koncu, čisto drugačna filozofija, drugačna kultura, vse drugače. V glavnem, on se v tem svetu, ki zdaj tukaj živi v Sloveniji, ne more identificirati, pozna vse te zarote, ampak enostavno ne funkcionira v tem svetu. Ja. Reiki, zdravljanje z bioenergijo, kristali, nihalem, šamanizem, polaganjem rok, gledajte, prste proč. Prste proč od kompletne ezoterike, parapsihologije in okultizma. Vem, da sem zdaj koga prizadel, to ni moje poslanstvo, da vas žalim, ampak opozarjam. Zato vam razgaljam mojo zgodbo. Kajti, zapletate se v dimenzije, ki jih vi ne obvladujete. Začne se zelo nedolžno in ko mislite, da imate stvari pod kontrolo, se vam začne življenje rušiti. In ne daj Bože, jaz marsikakšno zgodbo poznam, ker se potem jim neke slike pokažejo ali pa neke face, kreature in se jih ne morejo znebiti. To niso heci. Sedaj bi pa prosil mojo boljšo polovico Vanjo, da razloži svojo izkušnjo njenega pokojnega moža, ki je zbolel in je potem tudi umrl za rakom. Vanja, zdaj pa bom jaz dal besedo. Hvala. No, tako v bistvu res iz prve roke bom zdaj povedala dva primera, kako se določeni ljudje izdajajo kot alternativni zdravilci. Imela sem moža, ki je pred leti zbolel za rakom, se z njim boril na vse možne načine in nas potem po 12 letih bojevanja žal zapustil in umrl. Živela sem s človekom, ki je bil bolan, ni enostavno. V takšnem času je hudo vsem nam, kaj šele tisti osebi, ki nosi bolezen. Kajti bolan človek bi dal takrat vse svoje imetje za povrnitev zdravja, če bi to bilo seveda le mogoče. Ne? In ker se je takrat on odločil, da bo poleg zdravljenja z raznimi kemoterapijami in obsevanji poskusil tudi z alternativo, mu seveda nisem nasprotovala, v bistvu sem bila še celo vesela, da je bil pripravljen stopiti tudi korak naprej, izven zdravstva, da pač greš v štric še z neko drugo alternativo, da vidiš in poskušaš, ali pomaga zadeva ali ne. In prvi primer je bil en bioenergetik iz Kočevja, k kateremu je hodil kar dolgo obdobje in sicer moral je biti tam prisoten in sobote in nedelje. Na podlagi, se pravi, gospodove želje je rekel, naj mu nariše kloris bivalnega prostora, kjer biva, in je ugotovil ogromno negativnega sevanja
In to je bil razlog, da se je pač takrat moj soprog odločil za nakup nekih ponujenih zdravilnih ploščic, ki imajo pa seveda spet omejen čas delovanja. Zdaj, koliko točno jih je takrat vzel, se ne spomnim, vem, da jih je bilo veliko, ampak strošek je bil nekako 600 do 700 evrov, pa najmanj 20 vikendov je bil pri njemu, pa po 50 evrov na vikend, to je nekako 1000 evrov, da benzina sploh ne štejem. In ta gospod mu je zagotovil, da mu bo pomagal pri zdravljenju in sicer tako njemu kot mnogim drugim. Pripovedoval je, koliko ljudi je že pozdravil v raznih bolezni. Spomnim se tudi primera, je povedal, kolikim ženskam je pomagal, ker niso mogle zanositi, pa so pa zanosile. Takrat smo se v tisti čakalnici kar malo smejali, kaj je on počel, da so lahko zanosile. In v bistvu takrat mož je dolgo verjel v njega, njegovim obljubam, in po nekaj mesecih je moral prekiniti te obiske zdravljenja, ker ga je čakala pač nova operacija, in po operaciji se pa ni takoj odločil, da bi zopet hodil k njemu in to pustil v mirovanju za nekaj časa. Med tem časom pa je prišla na dan novica, da je ta gospod umrl. In takrat sem se vprašala, kako je to mogoče, se v bistvu vendarle on zdravi, bolezni, toliko je hvalil, koliko ljudi pozdravi, ampak očitno sebi ni mogel pomagati, ali ne vem zakaj, ali je bil izčrpan, ne vem, skratka, zgodba tukaj se je končala, ni pa bil že toliko star, da bi rekla, da je pa čas, da umre. Drug primer je bil pa ponovno neki bioenergetik, pa tukaj iz Ljubljane, in do njegovega kontakta je prišel preko neke znanke, takrat, katera je k njemu vozila svojo mamo in pripovedovala, kako ji ta bioenergetik zelo pomaga pri njeni bolezni, koliko je že ona zdravstveno močnejša. In ravno tako je pomagal tudi, se pravi, tej punci in njenim otrokom. Zdaj, kaj točno je bilo, zakaj so oni hodili k njemu, se ne spomnim, vem pa, da bolezen ni bila prisotna. In pred prvim obiskom pri tem omenjenem gospodu sta se pogovorila o plačilu, seveda. Hkrati je pa dodal, da ga bo pozdravil v roku 3 mesecev, oziroma da bojo 3 meseci pokazali tisti pozitivni rezultat, da gre bolezen krepko mislim, da se bolezen bo zmanjšala in da gre zdravje v plus. In vsak obisk pri njemu je bil vreden 40 evrov. Obiskovati ga je mogel 2-krat na tedensko, s tem, da enkrat na teden, ob sobotah, sta pa delala tudi nadaljavo, pomeni, da preko telefona, kar ga je pa mesečno koštalo še dodatnih 100 evrov. Se pravi, 4 tedni v mesecu plus telefon je to 420 evrov na mesec. Pa še enkrat podarjam, sploh ni problema dati denar, tudi ta denar je majhna vsota, če ti veš, da bo to pomagalo. V tem primeru, ko si bolan, bi vzel tudi kredit, marsikaj bi žrtvoval za svoje zdravje. Ne? In kaj je potem sledilo? Večkrat sem ga sama peljala v Ljubljano, ker pač sam tudi včasih ni bil zmožen, in sem ga počakala tudi zunaj, šla sem malo naokrog, kajti obiske trajajo pri njemu samo 1 uro. In po nekaj obiskih sem vprašala, če grem lahko zraven, da vidim, kako to zdravljenje sploh poteka, kako izgleda. In se je strinjal, mi rekel, brez problema, prišla sem, usedla sem se na kavč in opazvala. Spomnim se zraven enega njegovega mačka, res je bil tak lep, velik, kosmat, res, samo gledal si ga. In smo se pogovarjali, da če maček potrebuje kakršnokoli zdravljenje, je rekel, toga, jaz vse pozdravim, nikoli ne rabimo veterinarja, to oni vse doma poštimajo. In so rekli, res. In potem dalje opazujem njegovo delo. On maha z rokami nad soprogovim telesom, ki je ležal pač na tisti njegovi masažni mizi, klepetamo vse razne stvari. Naenkrat pa zazvoni njegov telefon in on se oglasi. Ja, halo? Ja, gospa, seveda, takoj bova pričela. Ste pripravljena, ste udobno nameščena? Vi kar mirujte, tako dalje, in začneva takoj, ko prekineva najino zvezo. Telefon prekine in ga dobesedno vrže tako na kavč, zatem pa nadaljujem z mahanjem z rokami nad mojim soprogom. In jaz sem se takoj vprašala, čakaj malo, koga zdaj obdeluješ? Njega na mizi, njo preko telefona, ali sploh koga, pa še klepeta zraven. Takrat sem ga pa vprašala, da glede na to, da moj soprog hodi k vam že kar nekaj časa in da ste mu obljubili, da ga boste pozdravili v roku 3 mesecev, do zdaj pa še ni nobenega znaka izboljšanja bolezni, da bi saj bil nek učinek, da bi videl, ne vem, pri pregledu na onkološkem, da je neko stanje pa res mečkam boljš, ni bilo ničesar. Kako je to mogoče, kaj je narobe?
In njegov odgovor je bil, da bi moral vsak bolnik zdravstvo 100% pustiti in obiskovati le njega. In zato se je zadeva zdaj zavlekla. Tako kot primer njegovega mačka. Vse doma poštimajo, sem se ja, res. In je rekel takrat moj mož, pač da zdravstva pa on pustil ne bo kar tako, da če se bo udeležil kakršnekoli alternative, bo šlo to vse vzporedno z zdravstvom. In pri enem od naslednjih obiskov je pa izvedel, da je ta njegov maček poginil, da je bil nekaj bolan. In kako je to mogoče, spet moje vprašanje, se ga on zdravi, tako je bil, rekla, pameten, kako je lahko poginil. Kmalu zatem je pa tudi omenil gospodu, da glede na to, da že kar nekaj časa kot k njemu in da ni pač to zdravljenje ne poteka tako, kot si je zamislil, da bo pač s tem prekinil. In ker je rekel ta bioenergetik, da pri tem stanju on njega ne more pustiti, da naj kar k njemu hodi naprej, da denar ni noben problem in mu je znižal za 50% nižjo tarifo. No, pa ga je spet prepričal in je spet obiskoval neko krajše obdobje, potem pa tudi s tem zaključil. Jaz pa tudi takrat nisem mogla reči človeku, poglej, nategujete, poglej, ne vem, to mogoče sploh ni res, ker če bi mu to rekla, bi rekel, a mi ne prvoščaš poskusiti, ne vem, mogoče mi aparat ali da me bo pozdravil, ne moš tega reči bolanemu človeku. No in če tukaj potegnem črto, smo odšteli takrat okrog 1600 evrov tudi pri njemu, skratka vse skupaj preko 3000 evrov stroškov, pa nobenega efekta. In za zaključek bi samo podala stavek, da dobro premislite, kam in k komu boste hodili po svoje zdravje ali po kaj drugega. Res je težko, če si bolan, kajti takrat boš probal vse, povsod, kadarkoli, kjerkoli, ker vedno upaš, da bo pa mogoče tokrat pomagali. To je to. Hvala, Vanja, za tvoje besede. Ja. Evo, I'm back. Ja, da bi pa še jaz nekaj dodal. Najprej bi povedal, da če se kdor ukvarja z ezoteriko, z okultnimi stvarmi, z različnimi principi zdravljenja, da sistemu škoduje. Vsak bo plačal svojo ceno. Slišali smo, da je umrl maček, slišali smo, da je umrl zdravilc v Kočevju. Zdaj bom pa jaz povedal, kdo je v moji zgodbi umrl. Moj mojster, mag, pri katerem sem se učil različne tehnike, je umrl pri svojih 70 letih. On je lahko vsem pomagal, vsem različne uroke odpravljati ali pa različne bolezenske probleme. On je to isto zdravil, z bioenergijo, isto je z nihalom zdravil. To so različna posebna nihala, ki imajo imena po egipčanskih krajih pa bogovih. In kaj se je zgodilo? Kaj se mu je zgodilo? Ja, še preden to povem, kaj se mu je zgodilo. Koliko je on organiziral hoja po žerjavci in ljudem gledal podplate in rekel, ja, pa imaš težave z želodcem, pa hrbtenica, pa ta vretenc, pa un vretenc, pa problemi z glavo, pa to. No, jaz sem potem zvedel, ki je kolega povedal, je rekel, ja, veš, umrl je, zato ker so mu doktori rekli, da mu bojo mogli noge odrezati. In je rekel, pač ko je kolega rekel, je rekel, ne, nog mi pa ne bodo rezali. Tako, kot sem se rodil, tako bom tudi zapustil ta svet z nogam. Potem, smrt poznanega radiostezista. Imel sem tudi knjigo od njega, sem dosti študiral radiostezio, tudi, bom rekel, vse tele mreže, ker obstajajo, Hartmann, Curie, voda. Ta možak je bil star 61 let in kaj je on organiziral? Vsak teden v našem kraju, v eni gostilni, to je bila Meka. Ljudje so hodili iz celega konca Slovenije. Vsak obisk takrat je koštal $5000. To je bilo takrat ogromno denarja, $5000. Ampak ljudje so hodili in to so kartali denar. Kartali so denar na mizo,
Samo zato, da bi šli z zdravjem domov. In kaj se mu je zgodilo? Enkrat mu je bilo vse oduzeto, zaprl, kjuza, ni mogel ne več zdrav, sam je zbolel in nihče drug mu ni mogel pomagati. Noben drug od kolegov radiestezistov. Ne? Ki morate vi nekaj vedeti. Ko se vi igrate z nihalom, ko vi kličete, vi sploh ne veste, koga kličete. A ne? Oni se zgovarjajo, mi kličemo Božjo inteligenco, mi se s kozmosom povezujemo. Vi ne veste, kdo je na oni strani, pa kdo se vam oglaša. Za vabo vam dajo malo zdravljenja, tok, da vi zagrabite, ampak v zameno potem pride vedno davek. Potem smrt, ja, smrt avtorja knjige Magija. Ko sem hodil na te prakse, je prinesel en gospod, en član, je prinesel knjigo Magija, obsežna knjiga, velika, debela, in je bil pentagram gor naslikan, krog na sred, in je rekel, a veste, tak je to knjigo napisal, ki jo je napisal, pa ki jo je izdal, je umrl. Je pa zelo mal izvodov te knjige in en izvod imam jaz. Sem rekel, wow, to pa ni kar tako, da je kar umrl, to pa ni fajn. A ne? Potem smrt enega avtorja, ki je napisal Magija rastlin, se da tudi čarati z rastlinami. Ne? In je potem zaključil knjigo ena druga oseba, ampak je potem napisala pač v spominu, da je pač ta oseba umrla in da je pač oni zaključil njegovo delo. Potem bi povedal še eno smrt ene zelo dobre prijateljice, ki je bila zelo dober medij. Vse, karkoli je ona delala, ne je ratalo vse prvo. Jaz bi prosil tisto sliko, ki so vilce, pribor, da bojo videli. Na računalniku. Še naprej. To so te fotografije. Ne, tlele ni, jih nimam tle, to so, peče naprej, so na koncu. Ok, bom jaz tlele pokazal na... Evo, že kar je bila. Če se bo odprla, bom pa tudi tlele pokazal. Dobro, na sliki pokaže, ko bom jaz. Ja, poglejte, zdaj, a se vidi, to je pribor. Delali smo eno tehniko, trajali nekje 3 ure, ker smo v hladnem stanju krivili pribor. V hladnem stanju. A vidite, kako so zvite žlice, vilce? Ne? Se pravi, tehnika traja 3 ure, zmanipulirati svoj ego, svoj da lahko zvijamo vilce. In ta gospa je imela odlične rezultate in sem potem prosil, če lahko naredim fotografije. No, tisti, ki ste na Zoomu, zdaj vidite, tukaj so ne 3, lahko malo obrneš, še kakšno drugo pokažeš. Ne? To je zvijanje žlic v hladnem stanju. Ne? In če pogledate, to je tako, kot da bi nudeljne zvijal. Ne? To si ne moreš predstavljati, če to ne vidiš, če to dejansko res vidiš, pa držiš to v rok. Človek se sprašuje, ali to res sploh obstaja, vse opisano, in kaj žene ljudi, da to raziskujejo in to počnejo. Moj mak je rekel, če vas kdo vpraša v zvezi z vašimi praksami, recite mu samo to, pojma nimam, stari, jaz o temu nič ne vem. Zakaj? Kajti ljudje ne bodo razumeli in ne bodo imeli in vas bodo imeli za posebneže, za idiote. Zato enostavno rečeš, pojma nimam, ne, s tem se jaz ne ukvarjam. Ne? Zato, da imaš mir. In še en zelo tak znamenit njegov stavek je bil, to, kar počnemo tukaj v tem zaprtemu prostoru, našemu krogu, našemu društvu, to nima nobene zveze z logiko, z nobeno fakulteto na tem svetu. To je bila njegova beseda. Da sem čim bolj preprost, da se izogibam misticizmu in neznank. Ločiti je potrebno 2 vrsti dojemanja. In to prvo je vidno dojemanje in razumevanje našega sveta. To tisto, kar vidimo, kar to občutimo, to razumemo. Problem je pa tisto, kar je nevidno. To se pa težko predstavljati, sploh pa, če smo tako materialno vezan. A ne? Eni sicer rečejo, ja, nekaj obstaja, ne vem kaj je, ampak nekaj je. Se pravi,
Kot drugo, nevidno dojemanje in razumevanje našega sveta. Tudi če ne razumemo, rečemo, ajde, ok, obstaja možnost. Moramo dopustiti, da te stvari obstajajo, ker še kako obstajajo. Moramo vedeti, da poleg šanka, pa hude žene, pa mogoče kakšne zoprne tašče, pa hedonističnega lajfa, pa nogometa, pa drugega športa, pa domačega kavča, pa pranje možganov, politike in TV, novel pa limonad, obstaja tudi svet, kjer delujejo drugačne zakonitosti. In s tem zakonitostmi sem se jaz dolg čas ukvarjal, zato vem, o čem jaz govorim. Duhovni svet obstaja in je del nas. In o tem opisuje tudi Biblija, ki ima 5000 do 6000 let zgodovine. Pa si oglejmo en izsek, 5. Mojzesova knjiga. In zdaj, kaj pove? Stvari, predvsem tistem, s čimer sem se jaz ukvarjal, oziroma kar so se ukvarjali, bom rekel, moji znanci, kolegi. In piše, naj se najde pri tebi nihče, ki bi sina ali hčer žrtvoval v ognju, ki bi upravljal vedeževanje, zarotoval, razlagal znamenje ali čarov, ali izgovarjal uroke, ali klical duhove umrlih in druge duhove, ali popraševal umrle za svet. Kajti Gospodu je gnusoba, kdorkoli dela te reči, in zaradi teh gnusob jih bo Gospod, tvoj Bog, pregnal pred teboj. Popoln bodi z Gospodom, svojim Bogom. Kajti ti narodi, ki jih boš razlastil, poslušajo zarotovalce in vedeževalce. Tebi pa Gospod, tvoj Bog, ne pusti, da bi počel te reči. Da mečkaj ne razložim, ker to je zelo težko razumeti, ker to prvičkrat nekaj takle tekst bereš, je zelo kompleksen, pa zelo globoko sporočilo ima. V prvem delu prav, naj se najde nihče, ki bi sina ali hčer žrtvoval v ognju. Včasih so za boljšo letino, ali pa če je bilo, ne vem, suša, slaba letina, so žrtvovali svoje otroke. Svoje otroke so žrtvovali bogovom, zato da so prosili bogove za naslednje leto, da bojo bolj prijazni, da bojo imeli boljšo letino, da bojo lahko prišli. Se pravi, v takšno skrajnost so šli, da so žrtvovali svoje otroke. In da navte misli, da so žrtvovali samo v tistem obdobju, v tistem času. Ne, žrtvovanje poteka tudi v današnjem času, samo da so te stvari zelo prekrite. Vsako leto izgine na več 10 000 otrok po celem svetu. In kje te ljube duše, te otroci pristanejo? Eni grejo za prostitucijo, eni grejo za ritualne poboje, eni pa grejo za organe. A ne? Ja, adrenokrom. Adrenokrom, to je, bom rekel, pa čist zadnja zgodba, ko lovijo kri od teh otrok, se pravi, najprej jih nafilajo strahom, da so ful pod adrenalinom, in potem jih ubijajo in tisto kri lovijo, zato da se potem s to kri fiksajo, bom rekel, višja high družba, zato da sebe pomlajujejo. In med uporabniki adrenokroma je Celine Dion, Sandra Bullock mi prišla na ušesa, tudi Kraljevi dvor. Ja. Kaj to dela? Kožo dela mladostno, problem pa je, ko to jemljajo, da morajo to skozi jemati. Če pa to nehajo jemati, se pa jim koža enostavno posuši kot suho sadje. Tako da te stvari so, bom rekel, zelo, zelo grde. Potem, naj se nihče najde, ki bi upravljal vedeževanje. Kaj je vedeževanje? Gledanje v karte. Karte so hudičeve podobce, to je drug izraz, hudičeve podobce. Astrologija, numerologija, hiromantija, branje z dlani. Tega se ne poslužuje. Plus potem tudi druge, ne vem, eni tudi recimo žabo razkosajo in pa gledajo organe, ali pa, ne vem, gledajo v kavo in potem spet prerokujejo. Prste proč. Sicer tako se vedno začne nedolžno, potem se pa če dalje bolj ljudje izgubljajo v teh dimenzijah. Potem naprej, ki bi upravljal vedeževanje, zarotoval, razlagal znamenje in čarov. Se pravi, to, kar sem jaz počel, astralna projekcija, to so, bom rekel, nore dimenzije,
ker ljudje ne vejo, da recimo nekateri recimo delajo neke čarovniške kletve, ne? Da se pa tudi v astralu delati in v astralu čarati in potem stvari materializirati. To je pa že višja stopnja magije in bom rekel, še bolj deluje, ampak se pravim, no go. Prste od takih stvari preč. Kdor to pač počne, to je na lastno odgovornost. Potem izgovarjal uroke ali klical duhove umrlih. A ne? Se pravi, izgovarjal uroke. Konec koncev tudi vsaka mantra, recimo joga, ki se začne tudi popolnoma nedolžno, sproščanje, vse cool fajn, a ne? Pa počasi se dodajajo mantre, pa mantrajo om, aum, različne vibracije, pa sploh ne veš, odkot to prihaja. Ja, to je nekaj božanskega, to je vse super. Ja, ne? To je IC. Se pravi, klical duhove umrlih. To je področje spiritizma. Nekdo umre in potem reče, joj, meni stara mama umrla, rad bi jo poklical. Ne? In ljudje grejo na spiritistične seanse in se pogovarjajo z umrlimi dušami. Ne gre to. Zakaj? Zato, ker se ne bo oglasila stara mama, ampak zato, ker se bo oglasil demon. Ena inteligenca se bo oglasila in ta inteligenca točno pozna vašo staro mamo, točno ve, kako je izgledala, kakšen glas, vse ve. Zato, ker je vse zapisano v preteklosti. Vse. Te demonske sile to vejo. In oni želijo, da vi to počnete, da to pogosto počnete. Ker bolj, ko pogosto počnete, bolj vas ta sistem, ta spiritualni svet vleče nase. Gremo naprej, hitro umrl. In popraševal umrle za svet. Se pravi, da vi potem te, bom rekel, umrle inteligence, ne, te demone sprašujete, ti, kva bi bil pa zame dober narediti zdaj v primeru tem in tem in tem. Ne? No go. Prste preč. Kaj ti Gospodu je gnusoba, tukaj Bog pove, da mu je to gnus, da to obsoja. In če vi to počnete, ste vrženi takoj, po domač povedan, v propad, če se ne spreobrnete. Zato vam jaz govorim, bežite v takih stvari preč, pa se spreobrnite. To se pravi, ker Bog bo poskrbel, ne, tudi recimo, ker si ti pod njegovo zaščito, ko se s tem stvarimi ne ukvarjaš, ko se nekdo drug hoče te polastiti, da dela uroke, kletve, če ti živiš z Bogom, te Bog zaščiti in te lahko ne vem kakšno črno magijo na tebi zganjajo, ampak ti si zaščiten, če živiš v Božjem duhu. Ne? Zato piše, popoln bodi z Gospodom svojim Bogom. A ne? Okay. Bog ne pusti, da bi počel takšne reči. Gremo naprej. Ezoterika je never ending story. Skačeš iz ene delavnice v drugo, skozi čas vidiš, da si zapravil kup denarja in ezoterika je en cel biznis, da ne bom kaj drugače rekel. Namesto zadovoljstva ti prenaša vedno nove in nove stvari. Misliš, da si duhovno napredoval, tvoj partner, ki je pa obstal na točki in potem ga začneš obsojati, ti ješkva, izhodim na to delavnico, delam to, delam ti si pa samo doma, pa gledaš kavč, pa fuzbol pa to, jaz sem pa zdaj duhovno, a veš, ful visoka, ne, ti si pa zdaj nizek, a veš, ti bi pa lahko mal delom na svoji duhovnosti, a veš, zato da bi si parirala, a ne, ampak potem normalno partner, ki je doma na kavču, gleda fuzbol, si misli, ma baba, kva ti je zdaj, si spet malo zmešana, tam, ker je brk, ne gre še štrka, ne, ampak in potem reče žena, a veš kaj, jaz sem prišla do tega spoznanja, da midva nisa pa za skrb. A veš, midva sta pa duhovno toliko različna. Jaz sem toliko napredovala, ti pa se od kavča sploh ne premakneš. Ne? To je tista lažna past. In potem tista fora, ne, in začneš obsojati človeka, sočloveka začneš obsojati, ne, ampak takrat si ti v egu, ampak se tega človek sploh ne zaveda. In potem zveze razpadajo in nikoli potem nisi srečen. Vrtiš se v začaranem krogu sistema arhitekta in v njegovi pajkovi mreži in matrici. Ok, potem sem daj naredil kat. Nekje 32 let sem bil star, sem rekel, zdaj imam pa jaz tega polhen KF, ne gre tole več naprej in sem zaključil. Naredil sem pauzo,
vmes je zgodilo, da sem skoraj dvakrat umrl. Enkrat mi je odpovedala kri, število trombocitov mi je padalo, odnesel, hvala Bogu, brez večjih posledic, 10 dni bolenca pa na medrolu sem bil in potem se je kar slika čudežno popravila. V tem obdobju sem videl pred očmi 2 človeka umreti in videl sem tudi, kako človek v mukah umira. Ne? Sem videl, da je imel težko zgodbo in čutil sem. No, v glavnem, ni bila luštna zgodba, tist, ki sem to čutil. Potem pa, ja, drugo, je pa, ko sem skoraj umrl, to pa dejansko bi skoraj umrl, je bilo pa srečanje z avtomobilom iz nasprotne strani. Jaz se peljem proti Ljubljani in se potem pride en norc nasproti nam, namesto da se bi peljal na stran bankine, se je pa peljal po našem prehitevalnem pasu. Jaz sem prišel že tik za enim vozilom, sem ga hotel prehiteti, ker je nekaj mencov. Očitno je videl tisto vozilo, da je nekaj čuden, pa še po noči je bilo, in je enostavno upočasnil vožnjo. Ko bi se vsaj umaknil na odstavni pas, da bi jaz videl, kaj je tam od spredaj. Jaz sem dal žmigoc, sem rekel, da ga pa prehitil, a ne? In ko sem jaz hotel prehiteti, sem samo 2 žarometa videl. Vum! Ker če bi jaz v tistem momentu zamenjal pas, mene tukaj ne bi bilo in tudi mene danes ne bi tukaj poslušali. Zame je to, bom na nek način, neko božje opozorilo, oziroma zame je to čudež. Očitno ima nek načrt z menoj, drugače, kot sem rekel, mene ne bi bilo tukaj, ne? In vam ne bi mogel te moje zgodbe povedati. Ja. Zdaj pa takole, tale dolarski simbol, tale piramida. Tole piramido srečujemo mi na dolarskem bankovcu, ne? In kot spodaj piše Novus Ordus Seclorum, kar pomeni nov družbeni red. Se pravi, vse je programirano. Pardon. Vidite? Novus Ordus Seclorum od spod piše, zgoraj piše Annuit Coptis, kar pomeni, mislim, da v prevodu brezpogojno. Se pravi, tukaj je ena zgodba, ena zarota, ki je že dolg časa planirana, ki jo mi moramo žal danes živeti. In ko sem se začel ukvarjati s tem stvarmi, s politiko, ekonomijo, zgodovino in religijo, se je začelo povezovati moje znanje iz preteklosti. Ker se vse te okultne stvari, s katerimi sem se jaz ukvarjal, so se začele srečevati v teh zgodbah. In kaj pomeni tale piramida oziroma tale božje oko? Božje oko predstavlja arhitekta. In če pogledate, ta arhitekt, to božje oko lebdi, ni direkt na piramidi, če pogledate, lebdi. To pomeni, se pravi, naša zgodba še ni zaključena, je še v obtoku, ampak ko se bo pa ta arhitekt, ta antikrist, ki se bo pokazal na tej, bom rekel, ki se bo kao materializiral, ker se bo kdo se bo takrat izrazil kot antikrist tega novega družbenega reda, bojo pa rekli, no, zdaj smo pa mi ta projekt zaključili. Ker isto, kot recimo kristjani pričakujemo misijo Boga Jezusa Kristusa, da bo prišel na zemljo, tudi oni svojo misijo čakajo in vedno vedajo, kaj kristjani delajo. In potem oni se potem temu prilagodijo zadevo, samo da jo stvar okoli obrnajo. Ja, da pa ta zadeva funkcionira, sem zadnjič govoril o prostozidarjih. V Nemčiji je 14.000 registriranih prostozidarjev. Jih je pa po celem svetu. In ti prostozidarji so med seboj povezani. In da lahko ta korona zgodba funkcionira, je zato, ker so oni tukaj zelo dejavni. Oni dobivajo vedno dobijo naloge iz višjih pozicij. Se pravi, mojega raziskovanja iz preteklosti sem potem naredil ta magično kocko ali pa magični kvadrat in bomo to obnovili. Se pravi, imamo 4 komponente. Imamo zgodovino, politiko, ekonomijo, zgodovino in religijo. Vse 4 komponente so med seboj povezane in če spustiš samo eno komponento, ne moreš sestaviti mozaika.
Kajti ljudje se pogosto ujamijo zgolj v eni komponenti. Moj fotor se zelo rad identificira z Janezom Janšo in bo on rekel samo videl tamle politiko, ne? Pa še to gleda samo tiste lokalce, ne? Ker politika slovenska nima takega pomena, ker tukaj v ozadju so čisto ene drugačne politične strukture, ki to obvladujejo to sceno, ne? Ja, to se pravi. Aha, ja. Ljudje, to se povedal, ja. Moram pa povedati, da se vse te komponente financirajo z denarjem, zato je nasred dolarski simbol. A se je mogoče kdaj vprašal, zakaj dolarski simbol, oziroma sploh se je ukvarjal, kaj ta simbol pomeni? Ne? Tukaj vidimo dve navpične črte, pa en S vidimo. A ne? To je prostozidarski simbol. Ne? In zdaj tiste dva I-ja predstavlja vhod dva stebra, vhod v Salomonov tempelj. Tale S pa pomeni satana, S satan oziroma kača. Kača. Pa gremo v zgodovino pogledati. V zgodovini bi lahko zelo ogromno povedali, ampak sem bolj fokusiran na tiste bom rekel, mehne zgodbe. Kaj lahko rečemo? Vsak imperij ima svoj vzpon in padec. Sam Cicero izjavil, bližje ko je konec imperija, bolj so nori njegovi zakoni. In zgodovina se vedno ponavlja. Če pogledamo vojne, recimo kot primer, vojna v zgodovini, so bile nenehno prisotne. Včasih so se s kamnom pobijali, potem kar naenkrat prišel lok, pa puščica, potem je prišla puška, pa tank, no, danes imamo pa injekcije. No, zdaj gremo pa na naslednjo komponenta, ekonomija. Denar je sveta vladar, vse se vrti okoli denarja. In če slediš toku denarja, boš prišel tudi do izvora. V ekonomiji imamo tudi borzo, ki ima svoje zakonitosti, imamo simbol bika, ki predstavlja dvigovanje, rast, takrat ljudje vlagajo, ker stavijo na donos. Na drugi strani imamo pa medveda, ta pa predstavlja izgubo, ki grabi k sebi in hoče reševati, se pravi, sanira posledice izgube. In ponavadi takrat ljudje prodajajo delnice, zato da ne bi še več zgubili. Ogledali si bomo primer, kako denarju pada vrednost, oziroma ja, zadnjič sem vam razložil, kako je naša zgodba s tolarjem, zgodovina tolarja, pa kako vrednost denarju tudi danes pada. Vam bom pa dal kot sladico, kako naš, samehan, takole, rad bi pokazal vsem vam, ki zdaj to spremljate, kakšen je naš javni dolg. Naš javni dolg, ja, slovenski, a vidite številko? Pardon, a se vidi? Se pravi, pardon, ja, še tlele, a vidite, 43 milijard 880, ne, 43 milijard 88 milijonov 173 tisoč 348, 403, 458, 513, 568, se pravi, številke skozi naraščajo. 43 milijard. A veste, kakšna je to cifra? 43 milijard si vi ne morete predstavljati. Nobeden si ne more to predstavljati tako številko. Da vam povem, ko smo živeli včasih v Jugoslaviji, a veste, koliko je bil cel puf cele Jugoslavije? 8 milijard pa pol. A 20 je bil? Na koncu je bil 20, no? Se pravi, no, jaz imam pač ta podatek, 8 milijard, ok, če je 20. Zdaj bom pa drugače razložil, da boste razumeli, kaj to pomeni. To pomeni 55 evrov na sekundo. Kaj to pomeni? Če 55 evrov množite krat 60 na minuto, krat 60 na uro, krat 24 ur na dan, koliko je to denarja? Mislim, da je 4 milijone 752 tisoč evrov. 4 milijone 752 tisoč evrov vsak dan Slovenija zgublja oziroma se naš javni dolg povečuje. Kako bomo to plačali? Ne bomo plačali. Bomo plačali. Plačujemo z našim zdravjem. Tako, kot oni odločijo, tako bo. Zato pa imamo ves tale korona cirkus. Naši morajo sodelovati v tej igri. Ker če bi Janša rekel, ne, mi se pa tega ne gremo,
Kaj bi naredila Evropska centralna banka? Evropska centralna banka bi rekla, gospod Janša, denarja ne boste dobili za drugo leto, zdaj pa vi razmišljate, kako boste zdravstvo financirali, kako boste šolstvo financirali, kako boste vojsko financirali, policijo financirali, vse se vam bo podarilo. Potem boste pa šele hudičejo videli, ker vam bo narod srov po glav. Zdaj pa, ker vi ne morete plačati, vam pa vi predlagamo, da počnete to. Ne? Vidite, takole so nas prodali, ali pa se nas prodaja. Ne? Ja, se opravičujem. Potem bomo kar nekaj spustili. Ja, religija. Religija je opi ljudstva, jaz pravim, pralni stroj za možganje. Iz religije se delamo norca. Jaz se delam norca iz religije. V nobenem primeru pa se ne bom norčeval iz Biblije, iz Božje besede in Jezusovega nauka. Kajti zame je to svetinja in vam to želim predstaviti skozi moje oči videnja. Nujno oziroma obvezno je treba ločevati krščanstvo od religije. Krščanstvo je gibanje. Svojo pozitivno konjunkturo je dobilo v 1. stoletju našega štetja. Rimski cesarji tedanjega časa niso mogli zajeziti krščanskega gibanja, kajti bolj, ker so jih preganjali, bolj, ker so jih pobijali, več jih je bilo. In potem so rekli, če jih ne moramo iztrebati, uničiti kristjane, jih postavimo pod svojo okrilje in bomo sklicali duhovščino in da bomo naredili svojo skrpucalo. In čez noč so umaknili vse rimske bogove in na krut način sprejeli monoteizem. In za lažje pokristjanjevanje so ohranili poganske šege in navade. Kot primer, praznik 25. december, praznovanje Božiča. Jezus se ni rodil 25. decembra, praznuje se pa kult sonca. Dnevi se začnejo daljšati po tem datumom. Naredili so svojo cerkev, predhodnico rimokatoliški. Potem so postavili počas svoja pravila, postavili so svojega papeža in postavili so svoje dogme. In Wikipedija govori o dogmah sledeče. Verske resnice oziroma verske dogme so sestavina religije, ki je obvezujoča za vse člane verske skupnosti, naprimer izpoved vere. Verska dogma je bila v zgodovini sklep cerkvenega zbora glede verskih naukov, ki je temelj za neko verstvo in je zato nespremenljiv. Ampak nekaj vam moram povedati. Bog je točno vedel, kaj se bo zgodilo, zato je zapustil Biblijo in je tudi napisal, zdaj se jaz vedno tako rečem, mi imamo slovensko ustavo in jaz slovensko ustavo primerjam z Biblijo. Ampak mi vemo, da politiki ne upoštevajo ustave, ampak oni z odloki nam ukazuje, kaj moramo delati. To se pravi, Bog je dal ustavo, človek se je pa ločil od Boga in je naredil svojo dogmo in je rekel, ne, ti zakoni ne veljajo, to ni v redu, mi bomo te odloki spisali. In bom rekel, vse krščanstvo je bilo po domač povedano nategnjeno, uvedali so svoje dogme in oni vladajo ne zakonom, kot piše v Bibliji, ampak z odloki. In kot kristjan bi mogel vsak to knjigo odpreti, pa pogledati, kaj piše v ustavi in zakaj oni delajo z odloki. In kaj je Bog zapustil v zapuščini? Rekel je, čudim se, da od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate se k nekemu drugemu evangeliju, ki pa ni drug evangelij, pač pa so nekateri, ki vas begajo in hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo, tudi če bi vam mi sami ali pa angel iz nebes uznanjal drugačen evangelij, kakor smo ga mi uznanili, naj bo preklet. In še enkrat pa je reče, kakor smo prej rekli, tako pravim ponovno, če vam kdo uznanja evangelij, ki je drugačen od tistega, ki ste ga prejeli, naj bo preklet. Koga si namreč skušate dobiti na svojo stran ljudi? Se pravi, na svojo stran, a se hočete dobiti ljudi na svojo stran ali Boga? Si mal prizadevam, da bi ugajal ljudem, ko bi še hotel ugajati ljudem, ne bi Kristusov bil služabnik, ne bi bil Kristusov služabnika. Se pravi, če mi odstopamo od zakona, če mi odstopamo od ustave, ki jo je Bog dal in da živimo po nekih odlokih,
nas je Bog preklel, je rekel, z vami imam kaj početi. In skozi zgodovino so se pojavljale vedno nove in nove religije in sekte. In religija oziroma sekta današnjega časa je korona. In če malo karikirano rečem, kakšne so dogme? Nosi masko, vzdržuj varnostno razdaljo, cepi se, ker nisi odgovoren, te ne Bog ne bo sprejel, Bog te bo kaznoval, zato se cepi, amen. Ja, in ljudje to pelejo. Ljudje to pelejo. Zato, ker ne spoštujejo zakonov, ampak odloke. Odloke so pa dogme. No, zdaj se že zelo bližujem koncu, ker sem že prekoračil, ampak zdržimo še 3 minute. Arhitekt ni iz mesa in krvi, ki je še vedno angel, ampak po padcu in izgonu iz raja je on padli angel in postal je demon. On je arhitekt, ki ga častijo v satanističnih krogih, v prostozidarskih ložah, v višjih hierarhijah seveda. Politiki in ne samo politiki, tudi glasbeniki, igralci in ljudi, ki so željni po zemeljski slavi, dobesedno sklenejo pakt s hudičem. Prodajo svojo dušo za hedonizem tega materialnega sveta. Arhitekt zelo dobro pozna Biblijo in resnico obrača v laž. Arhitekt Satan je največji lažnivec in največji manipulator in kreator našega sveta, naše matrice. On ustvarja religije, on ustvarja filozofije, on ustvarja znanost, on je avtor evolucije človeštva, on dela iz ene resnice več resnic, da so ljudje zbegani. Dela zmedo in kaos, to je tudi del njegovega načrta. On dela na temu pod pretvezo, da on ne obstaja, pretvarja se kot pravlično bitje in se norčuje iz Boga. On sam sebe po drugi strani se poveličuje in imitira Boga. Dela kaos, trosi sovraštvo, uničenje. On je tista inteligenca, ki vceplja v tvoj strah in pohlep. Ni ustvarjal zgolj religije, on je tudi ustvarjal mitologije, grške in rimske bogove. On stoji za vsem poganskim češčenjem in vse to je njegovo delo. In čista ključna beseda, cilj arhitekta je, da te drži v matrici materialnega sveta, da se čim bolje z njim identificiraš, to pa pomeni, da ne živiš v duhu, stvarnikom Boga, ki te je ustvaril, temveč nenehno živiš v mesu, ki je drugo ime za greh. Hvala lepa, to je bilo z moje strani, se pa stvar še nadaljuje. Kako sem predolg? Nič, v redu je. Hvala, Ervin, za to tvojo izkušnjo življenjsko. Moram povedati, da sem mislil, da boš zaključil z stavkom Efežanom 6. Bom pa to jaz prebral. Super, evo. Ok. Boj proti zlu, dragi moji, je zdaj edina naša naloga vseh nas in vsakega posebej. Sicer pa zajemite moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičem in zbijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem, te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Ostanimo v nebesih in se vidimo čez pol ure. Mogoče lahko še nekaj tukaj dodam, ker tukaj je bilo eno vprašanje. Tukaj piše, sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Se pravi, on ima arcnijo, kako se zaščititi od tega arhitekta Satana. Ne? In prav, nadenite si celotno Božjo bojno opremo. Kaj pa je ta Božja bojna oprema? Ustava, se pravi Biblija, ker Bog komunicira z verniki skozi Biblijo. Če berete Biblijo, berete Ustavo. A ne? Če pa berete, kar Fajmušter govori, imate dogme. Se pravi, Ustava je Biblija. Mi, ljudje, pa komuniciramo z Bogom preko molitve. In to je tista največja moč, da nas potem Bog obvaruje. Hvala, Ervin. Še enkrat hvala in se vidimo ob, koliko je zdaj, se pravi ob 18. uri. 20 minut pauze, dobre 20 minut. Prav?
A vam je bilo všeč?